Pozdravljeni! Za nami je 24. seja Ormoškega občinskega sveta. Svetniki so imeli na dnevnem redu 13 točk. Tudi tokrat pa izpostavljamo pobude, predloge in vprašanja svetnikov. Svetniki so se najprej seznanili s poročilom nadzornega odbora o opravljenem nadzoru zaključnega računa občine Ormož za leto 2016 in potrdili, da je brezhibno pripravljen. Nato so potrdili letos že drugi rebalans občinskega proračuna. Po drugi obravnavi so sprejemali spremembe odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine. Med premoženjsko-pravnimi zadevami so soglašali k povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom v družbi Centra starejših občanov Ormož in soglašali s sofinanciranjem oziroma z najemom kredita za sofinanciranje izgradnje medgeneracijskega centra Sveti Tomaž. Med pobudami, predlogi in vprašanji svetnikov je svetnike SMC-ja zanimalo, kako je sanacijo vdora zemlje v Vičancih, kje in kako se uporablja stroj ICB, ki ga je kupila občina, in kdo je dolžan počistiti smeti ob ormoški obvoznici. Župan je pojasnil. Hvala lepa. Kar se tiče vprašanja v zvezi z plazom v Vičance, je odgovor sledeči. Kronologija dogodkov od septembra 2017 do danes v zvezi z reševanjem problematike sanacije plazu je bila predstavljena na seji občinskega sveta dne 4.9.2017. To, kar pa je od takrat do danes novo, pa je, da je 7.9.2017 bil v prostore Ministrstvo za okolje in prostor sestanek na temo sanacije plazu na območju opuščenega rudnika v Vičanskem vrhu. Dogovorjeno je bilo, da se med občino Ormož in Ministrstvom za okolje in prostor, sektorjem za naravne nesreče sklene dogovor, ta dogovor pripravi MOP, da bo občina Ormož naročila izdelavo idejne zasnove za sanacijo plazu in da bo v primeru 100% porabe občinske proračunske rezerve, se pravi občinskega rezervnega sklada, za kar bo morala posredovati MOP tudi ustrezna dokazila, da bo potem MOP refundiral neto vrednost izdelavo idejne zasnove, občina pa bo krila DDV. Občina Ormož je sklenila pogodbo za izdelavo idejne zasnove projekta za sanacijo z geomehanskimi preiskavami plazu Vičanski vrh v višini 24.251,77 evrov z DDV-jem. Izvajalec je do sedaj zakoličil vrtine in namestil inklinometre na 28 parcelah, tako da bo lahko spremljal premikanje terena. Občina Ormož pa je po določitvi parcel obvestila tudi lastnika o teh delih na njihovi parcela. Strani MOP-a pa do danes nismo prejeli zgoraj navedenega dogovora. Torej, strani MOP-a do danes nismo prejeli zgoraj navedenega dogovora, ki je bil dogovorjen 7.9.2017. Kljub temu, da tega dogovora nismo prejeli, smo z izbranim izvajalcem podpisali pogodbo v višini 24.251,77 evrov za izdelavo idejne zasnove. Drugo vprašanje glede delovnih ur in pa uporabe ICB-ja. Stroj ima do sedaj 100 delovnih ur. Deloval je predvsem na območju urejanja pri Jeremičevem mlinu, trenutno pa izvaja dela v Mihalovce pri gradnji vodovoda do ene od hiš, ki jih je v preteklosti prodala občina Ormož brez vodovoda. Vzrok za manjšo uporabo stroja je premalo število delavcev, saj košnja in urejanje mesta ter drugo vzdrževanje vzame zaposlenim veliko časa. Traktor in pa nabavljena prikolica se pa redno uporabljata pri navozu bankin ob cesta, odvozu vseh zelenih materialov pri čiščenju in drugih zadev, ki nastajajo pri vzdrževanju in urejanju javnih površin. Se pravi, zdaj v jesenskem času tudi listja, med letom tudi drv in tega materijala. Seveda pa ni možno, da bi ti stroji bili vsaki dan 8 ur v pogonu, tako kot je to lahko v nekem specializiranem podjetju.
če more biti od tam to opazujejo, da je stroj manj uporabljen kot njihove. Tretje vprašanje glede smeti ob ormoški obvoznici pa je tako, kot trdite, veliko je smeti, odgovorna pa je seveda lastnica, to je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Mi jih lahko samo obvestimo, da bi bilo dobro, če bi te smeti bile pobrane. Je pa seveda problem, da to šoferje, ko grejo tukaj mimo Ormoža, enostavno odperejo okno in vrže vrečko ven, potem, ko mulčijo, pa te vrečke raztrgajo in je res zadeva ne izgleda lepo, ne. Jaz sem še se danes peljal po obvoznici, pa sem si to pogledal, tako da. Je pa to njihova lastnina. Se pa predvideva, da bi drugo leto v okviru asfaltni del na eni od humskih cest, tukaj tudi pod humom uredili tisto parkirišče, ki zdaj sicer je v makadamski izvedbi, ampak bi tam trebalo malo to razširiti, narediti kakšno mizo, kakšno utico, pa tudi večjo posodo za zbiranje odpadkov. Svetnik SDS-a, magister Danijel Vrbnjak, pa je na koncu podal še dve pobudi, ki sta se nanašali na znižanje oskrbnin v vrtcu. Ta bi v času počitnic oziroma dopustov naj bila vsaj 60% nižja. Mladim družinam pa bi se pri izračunih za plačila vrtca naj upoštevali tudi eventualni stanovanjski krediti. Martinovanje v Ormožu se približuje z velikimi koraki. Tudi letos so organizatorji pripravili pester, kulturni, kulinarični in vinski program ter se poigrali z lokacijami prireditev. Letošnje 25. veliko martinovanje v Ormožu organizira novo ustanovljeni javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož v sodelovanju s Ticem in Ormoškim prostovoljnim gasilskim društvom ter z vrsto sodelujočih društev, organizacij in podjetij. V bistvu so tudi letos moči združili mnogi, tako da se nam spet obeta pestro dvodnevno dogajanje, ki bo potekalo 10. in 11. novembra na večjih lokacijah v mestu. Nekaj bo tradicionalnih prireditev, ki se ponavljajo že nekaj let do sedaj. Ponovno tudi kuhanje prleškega piskra, ker smo lani kot novost ugotovili, da je to dobro za druženje, dosti ljudi se zbere in pa potem tudi nekaj novosti. Zdaj, če mogoče gremo podrobno v sam program. V petek se bo začelo vse skupaj zjutraj ob 8. uri z veliko ormoško Martinovo tržnico. Tukaj se bodo predstavljali predvsem naši lokalni rokodelci. Ob 9. uri so organizirani ogledi kleti v ormoški vinski kleti, Puklavec Family Wines, predvsem po predhodni najavi. Tu lahko povem, da se termini že kar polnijo, tudi iz naše strani imamo že dosti zanimanja organiziranih skupin, ki pridajo v samo mesto. Potem tudi letos ob 9., 11. in pa ob 13. uri bodo lahko obiskovalci se sprehodili po grajskem poslopju, po grajski pristavi si ogledali celotne zbirke. Ob 9:30 bo v Mladinskem centru organizirana okrogla miza z naslovom Vinogradništvo, priložnost za mlade. Tukaj bi povabila vse mlade in pa tudi starejše, da pridejo, da prisluhnejo predvsem mladim, ki so se odločili za svojo poklicno pot v vinogradništvu. Med 10. uro in pa 18. uro bo pred blagovnico Tima tudi letos predstavitev domačih turističnih društev. Zdaj, kateri ste bili v lanskem letu, veste, da tukaj vsako društvo pripravi neko svojo značilnost oziroma neko svojo značilno jed. Ne bo manjkalo tudi nedobrega vina, mošta, kostanjev, tako da vabljeni tudi na to. V Martinovem prireditvenem šotoru, ki bo tudi letos stal na območju stare komunale, tako kot lansko leto, bo celotno dogajanje dnevno potekalo med 10. in 19. uro. Ob 10:30 pa bo se začelo v bistvu ta uradni del, ki bo potekal potem čez celotni petek.
Tukaj, tako kot sem rekla, 10:30 bo otvoritev razstave Fascinanten svet očal. Tukaj se je letos vključila galerija Safilo. Iz Italije so kontaktirali, da bi pripravili celotno zgodovino tega razvoja proizvodnje očal. Tako da ta razstava bo otvoritev in pa potem tudi na ogled še nekaj časa v razstavišču v pritličju občine Ormož. Ob 11. uri oziroma 11:30, 13:30 in pa 15:30 bomo letos poskušali organizirati oziroma izpeljati vodene sprehode po samem mestu Ormož. Vsi, ki ste zainteresirani, se lahko javijo na naši infostojnici Tica Ormož, tako da od tam naprej pa vas potem lokalni vodnik prevzame, se sprehodite malo po mestu. Tako da mogoče zanimivo tudi ne samo za obiskovalce drugod, ampak tudi za domačine. Ob 12. uri bo otvoritev razstave pridnih rok Društva kmečkih žena. To bo v blagovnici Tima. Tudi v lanskem letu je bila to novost, smo ugotovili, da lokacija je super. Letos bo tudi malenkost večji prostor, tako da sem prepričana, da bodo tudi letos kmečke ženske pripravile razstavo, kot se spodobi. Po sami razstavi pa se bomo skupaj sprehodili tukaj do aleje znanih Ormožanov, pred grad Ormož, saj bo odkritje doprsnega kipa Erne Meško. Po celotnem tem dogodku bo ob 14. uri slavnostna otvoritev letošnjega 25. martinovanja, tako da smo se tudi v tem smislu oziroma v tem pogledu letos preselili v malo bolj pomemben oziroma malo bolj drugačen prostor kot prej. Smo vedno imeli otvoritev v samem prireditvenem šotoru, letos pa bomo to izvedli v grajski kleti, v Unterhundu, tako da mislim, da bo tudi letošnja otvoritev imela drugačen pridih. Po sami razstavi, ki se bo odvijala v blagovnici Tima in vse do 19. ure v petek bo trajala ta razstava, je pa tudi novost ta, da bodo letošnje ustvarjalne delavnice, ki potekajo v petek in soboto, za otroke in pa mladino, letos se odvijale v samem prireditvenem šotoru. Bo otroški kotiček, vedno bodo na voljo tudi punce iz programa predšolske vzgoje, tako da bodo otroci lahko ustvarjali, risali, barvali. Bo pa med 14:30 in 16:30 ustvarjalna delavnica v izvedbi knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož. Slavnostna otvoritev bo ob 14. uri. V sklopu te prireditve oziroma otvoritve bo tudi otvoritev festivala vin, ki se letos prav tako seli v samo grajsko klet v Unterhund. In ta festival vin z degustacijami bo potekal vse do 20. ure. Tukaj lahko omenim, da bodo nas obiskale tudi vinske kraljice, pride vinska kraljica Slovenije, potem naši dve lokalni in pa, koliko mi je znano, sta si povabile tudi vinske kraljice od drugod, ki bodo ponudile obiskovalcem tudi svoja vina, tako da bo možno poskusiti tudi kakšno rdeče vino, tako da vabljeni na festival vin. Ob 14. uri bo v Beli dvorani grajske pristave slavnostna razglasitev zmagovalca turnirja Najšpricar, mladega vina in pa tekmovanja v poticah v izvedbi oziroma v organizaciji Turističnega društva Podgorci. Ob 18. uri pa bo prav tako v Beli dvorani grajske pristave odprtje razstave del, ki je iz likovne literarne kolonije Malek 2017, ki je potekala 14 dni nazaj pri zidanici Malek. Naj omenim, da je ta razstava letos posvečena nedavno preminulemu gospodu Stanku Čurinu. Vsa celotna izvedba organizacija te razstave in pa kolonije pa je v izvedbi Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož. Ob 20. uri pa se bo celotno dogajanje malenkost preselilo iz Ormoža, saj so v turističnem društvu Kog organizirali oziroma bodo organizirali, pripravljajo orgelski koncert v hramu Šipona, v košarkini hiši na Kogu. Nastopal pa bo maestro Peter den Ouden iz Nizozemske, tako da en vrhunski dogodek se pripravlja ob 20. uri na Kogu. Samo potem dogajanje pa seveda se mora zaključiti z dobro zabavo, tako da v petek po 21. uri v prireditvenem šotoru zabava za vse generacije, letos z skupinama Mambo Kings in pa Drugo dugme. Vstopnina za petkov program je pa 5 evrov. Enako pestra bo tudi sobota. Vsega bo od ranega jutra ves dan v noč na Martinovo nedeljo.
Je sobota, pa zdaj smo videli, da je petek malenkost bolj uraden del. V soboto se pa potem že vse bolj kot ne sprosti, ampak še vedno se stvari iz petka nadaljujejo, tako da med 8 in pa 15 uro tradicionalni Martinov sejem. Vemo, da je vsako leto, ne glede na to, kateri dan je na 11.11., tako da letos v soboto Martinov sejem in pa velika ormoška Martinova tržnica. Nadaljuje se razstava pridnih rok Društva kmečkih žena v Blagovnici Tima vse do 18. ure. Ob 9. uri je štart 15. Martinovega pohoda v izvedbi Planinskega društva Ormož. Tudi v soboto organizirani ogledi kleti, Puklavec Family Wines, ponovno vodeni ogledi gradu, grajske pristave. Ob 9. uri pa vse tja do 11. bo potekala muzejska vikend delavnica v izvedbi Pokrajinskega muzeja, kot smo omenili v otroškem kotičku v prireditvenem šotoru. Potem pa se začne ob 9. uri in pa 30 minut tekmovanje v kuhanju prleškega piskra. Tukaj je lokacija spremenjena. Zaradi lanske slabe izkušnje z vremenom smo se letos odločili, da bomo pred gradom postavili prireditveni šotor, v katerem bo to kuhanje tudi potekalo, ne glede na to, ali bo lepo vreme, ali nas bo mogoče presenetilo slabo, tako da vabljeni vsi pred grad na gledanje in pa tudi na sodelovanje v tem tekmovanju v kuhanju prleškega piskra. V soboto bo tradicionalno potekalo tudi tekmovanje pihalnih godb Slovenije. Med 10. uro in 10.30 bodo skupne skladbe, skupne koračnice na Kerenčičevem trgu, celotno dogajanje pa se potem preseli v športno dvorano na Hardeku. Tudi v soboto zanimive predstavitve turističnih društev pred Blagovnico Tima in pa festival vin v Grajski kleti med 10. uro in pa 19. Med 10. in 19. uro tudi dogajanje v prireditvenem šotoru z nastopi različnih ansamblov, zabavnim programom. Isto kot v petek, s tem, da tukaj od 10.30, 12.30, 14.30 in 16.30 vodeni sprehodi po mestu, spoznavanje njegovih znamenitosti skupaj z lokalnim turističnim vodnikom. Ob 11. uri, kot smo omenili, tekmovanje godb, tako da začnejo godbeniki ob 11. uri v športni dvorani na Hardeku. Prav tako ob 11. uri pa bo tukaj pred Grajsko pristavo šaljiv prikaz vinogradniških običajev z naslovom Jaz pa v Gorice grem. Tukaj so se vključili, v bistvu se vedno več turističnih društev vključuje iz našega območja, tako da letos bo jih že to predstavitev pripravilo kar 7. Naslednja jesenska ustvarjalnica oziroma delavnica za otroke bo med 2. in 4. uro v Martinovem prireditvenem šotoru. To delavnico pa bo izvedel Grajski center za družine. Ponovili bomo tudi ta šaljiv prikaz. Kdo ne bo uspel ob 11. uri, se nam lahko pridruži ob 13.30, 13.30, tako da ponovitev tega prikaza. Potem pa nekje predvidoma med 3. pol 4. oziroma bolj proti pol 4. uri bi pa že razglasili oziroma podelili priznanja za najboljši prleški piskar. Jaz mislim, da do takrat pa bomo že ga skuhali in tudi pojedli. In pa ob 17. uri je predvidena razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in pa pokalov za 22. tekmovanje godb Slovenije. Tukaj se potem tudi ta naš del zaključi in pa se celotno dogajanje potem po 20. uri preseli v šotor, saj sledi zabava z Dejanom Vunjakom, z njegovimi Brendijevimi barabami in pa z domačim ansamblom Opoj. Tukaj pa je vstopnina 4 evre. Zdi se, da je sploh težko povedati, kaj vse se bo dogajalo. Gotovo pa je, da bo 10. in 11. novembra v Ormožu veselo od jutra do jutra. Med zanimivostmi bo tudi snemanje zabavne oddaje Polka Majolka, ki bo potekalo v petek v prireditvenem šotoru ob 16. uri. Gotovo bo tudi to dogajanje posebno doživetje. Kakorkoli, rezervirajte si čas za martinovanje in vse, kar to prinaša. V Mladinskem centru Ormož so v petek pripravili okroglo mizo o izseljevanju mladih. Tudi naša lokalna skupnost se sooča s problemom zaposlovanja mladih. Služba je namreč še vedno pretežen vzrok, zakaj se mladi odpravljajo v svet. S trebuhom za kruhom.
Kot pravijo v mladinskem centru, so z okroglo mizo na temo izseljevanje mladih želeli mlade opogumiti, da realno spregovorijo o problematiki zaposlovanja v domačem okolju in kako gledajo na odhajanje v tujino s trebuhom za kruhom. Naša lokalna skupnost se, prav tako kot evropska, sooča s številnimi težavami, skrbmi in izzivi, ki jih prinašata pot v odraslost in v zaposlovanje. Mladinski center pa s takšnimi razpravami ponuja vzpodbudno okolje in realni pogled na možnosti, ki jih mladi imajo doma ali v tujini. Najprej je s podatki o stanju brezposelnosti postregla predstavnica Zavoda za zaposlovanje. Delež brezposelnih med mladimi na ravni Slovenije je 18%, kar je dejansko 14.576 brezposelnih. Mladi se štejejo od 15 do 29 let. Vzela sem tudi podatek za območno službo v Ptuj, kamor spada tudi Ormož. Tu je delež mladih prijavljenih nekoliko višji, 23,3%. Se pravi, na območni službi v Ptuj je prijavljenih mladih od 15 do 29 let 661 brezposelnih oseb. Potem je svoje izkušnje, ki jih ima z iskanjem službe, predstavila Jasmina Meško, ki se je po 14 letih iskanja stalne zaposlitve bila primorana zaposliti v Kölnu. Kljub temu, da ima službo v tujini dobre izkušnje, pa mladim iskalcem zaposlitve svetuje. Ja, najprej poskusite v svoji stroki, če se le da doma. Ker jaz rečem tako, če se že nekdo uči za nekaj, da bi pač rad nekaj dosegel v življenju, je tudi prav, da je za tisto stvar, kaj je delal, kaj se je učil, da je tudi tako plačan. Pri nas pa to pač za 7. stopnjo moraš tudi vzeti za 5. stopnjo službo, pa se tudi tako plačan. In to se mi po eni strani ne vidi lepo, drugače pa mladim za bodoče, ja, če ni vsake za to ime rečem, moraš imeti tudi, moraš dobro premisliti, če si človek za to, da nimaš domotožja, da lahko zdržiš kje dlje časa. Jaz sem prvo leto recimo bila 11 mesecev v Gori, pa sploh nisem mogla priti, ker pač nisem imela možnosti. In moram povedati, da po prvi 11 meseci, ko sem prišla sem nazaj domov, ki sem, mir, tišina, zelenica. Ko priješ v Kölno mesto, to se ne moreš predstavljati. Jaz sem bila prve 3 dni zguljena, ki sem zdaj, koliko je to ljudi okoli mene, kakih hrub je to, avte, cuge, sem, tja. In ne, če ni možnosti v Sloveniji, pač s trebuhom za kruhom. V debato se je preko interneta vključila tudi Nuša Lorenčič, ki se je z iskanjem stalne zaposlitve v Sloveniji trudila 3 leta. Potem je zaposlitev našla v Münchnu. Vsa ta razočaranja, da v 3 letih ne moreš dobiti službe, vsi ti negativni odgovori, vsi ti lažni upi, ko greš v naslednji krog, ko te povabijo na razgovor in imaš upanje, da boš sprejet in potem spet nič. To družbeno razmišljanje, ki je bilo pred 2 letoma, da so mladi vsem odveč, razmišljanje mladih, da je pasivnost in vdanost v sodo pravi odgovor, da kot prostovoljec lahko delaš in si več kot potreben, ampak kot zaposlen pa si zavodom, firmam breme, da vse, kar rabiš, so veze in poznanstva. To me je pripeljalo v München. V München sem odšla pred 2 letoma, najprej samo za 1 mesec s prijateljem na mesečni tečaj nemškega jezika. Potem sem bolj za šalo kot za res poskusila napisati življenjepis v nemščini in prošnjo za delo. Že takoj naslednji dan sem dobila odgovor, še isti teden razgovor in naslednji teden poskusni dan. Vse je šlo tako hitro, da nisem morala verjeti svojim očem, kaj se dogaja. Ker sem v Sloveniji še imela 1 razgovor za službo, sem jim sporočila, da jim lahko odgovor povem čez mesec dni. To so sprejeli brez problema. 1 leto in pol sem delala v stanovanjski skupnosti, kjer živijo osebe s posebnimi potrebami, sedaj delam v vrtcu, kjer imam pogodbo za nedoločen čas. Veliko poguma je potrebnega, da se odpraviš delat v tujino, a tudi, da ostaneš doma in deluješ kot samostojni podjetnik.
Iztoku Luskoviču je uspelo. V domačem okolju je vse veliko lažje, če le najdeš ustrezno tržno nišo. Jaz sem bil v Ljubljani skoraj 10 let, recimo temu, da sem si malo dalj časa za študij vzel, ampak tam meni osebno kvaliteta življenja je tu neprimerno boljša. Zdaj je čist, mogoče sem bolj praktičen človek, tu je vse pri roki, predvsem pa z tega vidika, tu si med ljudmi, s katerimi si odraščal, med prijatelji, sorodniki, znanci, kar se tudi v poslovnem vidiku pozneje izraža. Meni se mogoče dosti lažje obrniti na koga, pa ne govorim zdaj o vezah in poznanstvih, da bi imel za to kako prednost, ampak lažje je, bolj domače je, meni osebno spet govorim. Tako da seveda, tudi to, če sem kdaj razmišljal, na začetku sem bil trdo odločen, da ostanem tu, da ustanovim podjetje. Tudi lažje mi je bilo z vidika, ker smo to naredili skupaj s prijateljem, že to je bilo tudi nekaj lažjega, ampak pozneje pa seveda, pridejo trenutki, ko se vprašaš, kaj ti je to vse bilo treba, pa razmišljaš, da bi kam šel. Še vedno situacija ni bajna, daleč od tega, ampak nekako še vedno, ko dam na tehnico spet to kvaliteto življenja, nekako vztrajam še tu. Med udeleženci okrogle mize je bil tudi župan Alojz Sok, ki meni, da bi k uspešnejšemu samozaposlovanju mladih pripomogli na nivoju države enostavnejši postopki pri zagotavljanju prostorskih možnosti. Lokalna skupnost mladim sicer ponuja kar nekaj ugodnosti. V občinskem svetu smo sprejeli tudi možnost, čeprav je ta možnost nekoč že bila zapisana, pa je potem za spremembo zakonodaje bila na nacionalni ravni bila ukinjena, da lahko občina oprosti vlagatelja, lahko bi ga v celote, lahko deloma, pač koliko določe pri plačilu komunalnega prispevka. To smo mi sedaj nekako z neko pomočjo, pa z nekim prišepetom od strani ugotovili, da tega sicer po zakonu ne moremo narediti, da pa lahko v tej višini damo subvencijo. In nam nekdo lahko seveda tudi naravnost povedal, ampak ne, to smo mogli po 2-3 letih tuhtanja sami priti do tega, ko smo druge občine spraševali, pravijo, ne morete jih oprostiti, lahko pa jim date subvencijo. Tako da smo sprejeli to subvencijsko shemo za oprostitev komunalnega prispevka in zdaj že tudi deluje. Enako je sedaj stekel postopek za subvencioniranje komunalnega prispevka pri reševanju prvega stanovanjskega problema za mlade družine. Potem imamo vsako leto tudi v občinskem merilu en razpis za sofinanciranje samozaposlitve. To je sicer država, da nekaj določeno sredstvo, potem tudi občina. Mislim, da je občinski prispevek tu ni ne vem kak visok, je pa 1500 evrov, pa 4500 evrov se mi zdi, da se je možno pridobiti strani države, tako za nekaj, bi rekel, minimalni začetek. Potem se pa, bi rekel, tisti mehanizmi, ki jih ima občina, razen seveda, da podpiramo tudi sistem javni del, da zagotavljamo in vsem omogočimo tisto, kar pač občina more zraven dati, da smo recimo pomagali spostaviti tudi podjetniški inkubator, v katerem plačujemo maksimalni del stroškov. Tudi čez podjetniški inkubator se je dalo priti do zaposlitve in trenutno je naš podjetniški inkubator poln. Moram škoda, da ni povabljeno na te davati tudi javna razvojna agencija, ker bi lahko kaj več o tem povedali. In tudi eno od socialnih podjetij, ki je menda uspelo na nekem razpisu in bo kar nekaj brezposelnih oseb v bodoče zaposlovalo, deluje v sistemu tega podjetniškega inkubatora, zato smo jim tudi tukaj v gradu odredili brezplačno primerne prostore za ta začetek dela. Štipendiramo tudi precej mlade, tako na področju srednjega šolstva, to smo, če ste malo spremljali, letos tudi razširili, da ne samo iz domačega okolja, da lahko tudi učenci od drugih sredin pridobijo štipendijo, ker bi radi seveda, da Ormoška gimnazija obstane. Če sem prej nekaj govoril, kako bi država mogla zmanjšati stroške in podobno, če bi prišlo do razbremenitev pri davčni reformi in tako naprej. Pa potem tudi
stimuliramo vajniško storečje priučitev oziroma vajništvo, tudi čez to, da podjetja, ki vzamejo vajence, lahko kandidirajo na občinskem razpisu in pridobijo sredstva. Trenutno je v postopku tudi na predlog občin, in tu smo se mi, to še pomembno, potem končalo zelo pri tem angažirali, je, da bi lahko občina za namen gradnje, pridobitve neke dejavnosti, se pravi neke industrije, podobno, podelila brezplačno zemljišče. Tega v tem trenutku v Sloveniji ni mogoče narediti. To lahko naredite na Hrvaškem, lahko to zemljišče pridobite tudi v Avstriji, ne vem kako je na Mađarskem, glavno v Sloveniji trenutno to ni možno, ampak morate iti da vzamete cenilca, cenilec zemljišča oceni, potem pa morate iti na javno dražbo. Občina Ormož ima kar nekaj zemljišč v industrijski cone, pripravlja se tudi v Glinokopu, da bi bilo možno uporabiti Glinokop za industrijsko gradnjo, potem pa pač odlagališče padlo v vodo. Tako da v bodoče jaz mislim, da bo to tudi nam država omogočila in potem vidim, da je prišlo do kakšne večje možnosti, da bi tudi v naši industrijski cone zaživela kakšna dejavnost. V nadaljevanju debate pa je svoje izkušnje predstavila Sanada Škrijer, ki se je z družino v Ormož preselila iz Makedonije, ter tukaj našla svojo priložnost, se zaposlila in ustalila. Dijakinja Ormoške gimnazije je predstavila svoj pogled na problematiko zaposlovanja mladih. Prav je, da si mlad človek nabere izkušnje z delom v tujini, a je tudi vrsta argumentov, zakaj je prav ostati doma in se tudi zaposliti doma. Torej, argument je zakaj ostati doma. Zaradi tega, ker vemo, da tudi starejše prebivalstvo se stara. Če dalje več za starejših, ne samo v Sloveniji, v Evropi, ampak nasploh je to svetoven problem, pojav, ki se mu ne moremo izogniti. In torej, mladi pa so na drugi strani tisti, ki pa lahko največ doprinesemo, dolgoročno lahko največ prinesemo k razvoju kraja. Ampak zdaj, če to pogledamo tudi na ravni občine, zdaj, če pa da se mlado prebivalstvo izselijo, kajti če se nek mlad izseli, potem posledično to tudi pomeni, da ni več tukaj otrok, šolstvo ne bo zaposlitev, mogoče pa iskati rešitev v tej smeri, da recimo ustanovimo mesta po vzgledu z skandinavskih držav, ker skandinavske države večina veljajo tudi za države blaginje, ki svojim prebivalcem omogočajo in finančno podpira od rojstva do smrti. Zdaj to pač pomeni, da bi recimo ustanavljali mesta oziroma mesta bi podredili prebivalcem, tem starejšim prebivalcem. Na tak način recimo, da bi ustanovili oziroma povečali domove za starejše občane in zgradili, ne vem, kino, banko, recimo prostore za druženje, vedno več bo seveda tudi bolezni, s temi povezanimi potem poklici na tak način, zdravstvo recimo, prihodnost je recimo v teh poklicih v smeri zdravstva, zdravstvene nege, zdravstvenega varstva. Sicer pa migracija je pojav star kot zgodovina, v katerem smo Slovenci, kot tudi ostali narodi sveta, udeleženi še danes. Verjetno se ga ne bo dalo zaustaviti. Vzroki so različni. Gotovo pa je, da bi jih večina najrajše živela in delala doma. Tudi Ormožanke so se letos pridružile aktivnostim v rožnatem oktobru in v znak boja proti raku dojk v rožnato ovile nekaj dreves na Kerenčičevem trgu. Tudi Ormožanke so se letos na pobudo Angele Topolinjak iz Društva upokojencev Ormož pridružile aktivnostim, ki jih v rožnatem oktobru po Sloveniji vzpodbuja in organizira Združenje za boj proti raku dojk Europa Donna Slovenije. Ena izmed aktivnosti je tudi ovijanje dreves v rožnate pletenine. Tako se je tudi v Ormožu na Kerenčičevem trgu minulo sredo popoldne zbralo nekaj Ormožank, ki so v pletenine ovile drevesa. Nekaj pletenin pa tudi, poleg pisnih sporočil za javnost, izobesile. Tako je, z veseljem smo se lotili dela, ko smo se odločili, da bomo delali. Izvedli smo pravzaprav po Facebooku, videli kako drugje, tam po Gorenskem, pa po Savinjski dolini to oblačijo drevesa. Pravzaprav gre za objem v mesecu oktobru, ki je
mesec boja proti raku dojke. In ko smo bile 3 kolegice na festivalu za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani, smo se o tem pogovarjali in smo bile malo navdušene, pa smo rekli, zakaj ne bi probali. In tudi v Ljubljani na Europa Done so bili zelo navdušeni, z veseljem. Sicer so imeli zelo malo časa za nas, ampak pač to tako je, ker smo se zdaj mi prišli malo pozneje zraven, ne? Prej so imeli vse lepo po planu, zdaj pa je to pač prišlo. In so veseli in se nam je pridružila tudi gospa Kristina iz Ptuja, iz Europa Done. Tem pa smo se lepo vzeli ženske skupaj, pa smo se predvsem po telefonu menile, kaj naj delamo, kako naj delamo, ker ni bilo časa, v roku teden dni smo to napravile. In danes smo tu, danes v Ormožu rožnati oktober živi. Torej, objele oziroma oblekle ste drevesa, tudi kandelabre, kot vidimo. Ja, to pa smo naredili zaradi tega, ker ne bi radi nekje za ovinkom ali nekje v skritem kotičku tega delali, ne? Pa smo rekli, vseeno je na trgu najbolj primeren prostor, zato ker so drevesa bolj tanka, debla, ne? Smo pač rekli, bomo še malo obesili, da malo poživi vse skupaj, ne? To bo viselo do konca oktobra, potem poberemo, shranimo in drugo leto spet nekje na drugem mestu, na drugem prostoru bomo objeli kakšno drevo, kaj dodali, kaj odzeli. Bomo videli, kaj bo prineslo drugo leto. No, zelo lepi in predvsem zelo zanimivi pa so ti vaši obeski, ogrlice. Kako ste prišli do tega? Ja, danes internet dela vse, ne? Na internetu sem našla ta vzorček in sem ga pač za vse tiste ženske, ki so sodelovale, ki so pridno delale, naredila te obeske. Se pravi, to je kvačkano, štrikano? Ogrlica je štrikana z 2 iglama, rožica pa je kvačkana. Kako pa ste se vi priključili tej akciji? Vidimo, tudi nosite obesek. Z društvom upokojencev smo sodelovali na festivalu za 3. življenjsko obdobje in tam smo vzeli za to akcijo, tam smo se dogovorili, kdo bo koga obvestil in tam smo tudi mi predstavljali novo tehniko pletenja s prsti, pa smo se lotili nekaj tega tudi tukaj, ker je bilo veliko zanimanje za to tehniko, pa bi radi še tukaj pokazali, kako se da narediti še kakšen šal ali pa rožice splesti malo drugače, ne nakvačkati. No, ta dogodek današnji je seveda velik prispevek k rožnatemu oktobru z vaše strani. Veliko se vas je zbralo, vas je bilo potrebno veliko odgovarjati. Ne, akcija je bila tik-tak organizirana in v roku 6-7 dni smo vse to naredili po telefonu, smo se dogovorili in vsaka, ki smo se slišali, je bila takoj za akcijo. No, Angela pravi, da vsa ta ovita drevesa in kandelabri pomenijo objeme. Kaj pa tiste štrikarije obešane tam, ko jih vidimo, tudi vaš izdelek je tam vmes? Malo zato, da pozornost vzbudimo, da se ljudje tukaj ustavijo in da si preberejo, kaj zraven vseh teh naših izdelkov tukaj visi. In koliko takšne akcije in podobne seveda lahko pripomorejo k preventivi raka na dojki? Jaz mislim, da so ljudje bolj ozaveščeni, da se seznanijo z stvarmi, ki prihajajo s to boleznijo in da mogoče res o tem razmišljajo. Ne? Pa če bojo še danes malo prisluhnili na govoru ali pa ljudem, ki so to bolezen preboleli, da je res pomembno, da pravi čas ugotovimo, kaj se z nami dogaja. Ne? Pripravile so tudi stojnico, kjer so zainteresiranim mimoidočim ponujale propagandni material in postregle z dobrodošlimi nasveti. Rožnati oktober je svetovni mesec osveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. V Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli skoraj 1300 žensk in okoli 10 moških. Rak dojk je visoko ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. Zdravljenje je bolj uspešno in manj obsežno, če je rak odkrit dovolj zgodaj, zato je ozaveščanje žensk zelo pomembno. Temu pa so tudi namenjene vse aktivnosti združenja, je poudarila predstavnica Slovenskega združenja za boj proti raku Europa Dona, Kristina Lampret, in dodala, da so članice združenja vse bolj aktivne. Ja,
Res je, letos smo kar aktivne, 40 občin, to je za pohvaliti. Tudi na Ptuju smo prvič sodelovali, tako smo tudi pred Minoritskim samostanom, pa v Splošni bolnišnici Ptuj, tam se mi zdi, da je še bolj poudarek, ker je ipak Dora zraven. In ja, ko sem dobila na mail, če bi se pač bila pripravljena udeležiti, sem bila wow, še Ormož, ne, tako da ja, res, vsaka čast. Koliko pa takšne akcije pomagajo ozaveščati ženske, Slovenke, no, konkretno na naši tleh? Jaz bom rekla tako, statistika je grozna, 1300 žensk letno. 3 zvejo na dan, 1 umre. In če smo mi vsaj eno od množice uspeli, da je pravočasno, ne vem, na bilo kateri stojnici videla, pa je probala, pa je potem doma probala in si je to ugotovila, je to že wow. Ker res predvsem je poudarek na samopreglejevanju, ker Dora začne delovati šele po 50. letu in vse je na nas. Mi smo tiste, ki poznamo spremembe, ki vemo, da na našem telesu nekaj ne naštima, res samopregledovanje in to je tudi ena nit, no, samopregledovanja. No in kdaj bi ženske pravzaprav z samopregledovanjem naj začele, pri kateri starosti? Takoj, ko dobite menstruacijo. Takoj, zato ker, ko bi vedela, koliko je mladih bolnic, da so stare pod 30 let, statistika je grozna, ne, in res takoj. Je pa res, ne, to moraš s časoma pridobiti. Jaz imam 2 odrasle hčere in sem ko radio, ne, a se pregleduješ, ne. Tako da tudi mame so tiste, ki potem naj na svoje otroke, ne. Prvo se mora vsaka sama naučiti in potem še najstnice in potem bodoče mamice, rak ne izbira. Kako pa se oziroma ženske oziroma kako takšne stojnice, takšne akcije zainteresirajo mimoidoče? Kakšne izkušnje imate? Se ustavljajo? Ja, mi smo se na Ptuju, ko smo ovile drevo, ne, odmaknili in smo čakali, ne, ker dokler si ti tam, si zanimiv, ne. Normalno nekaj se dogaja, nekdo je tam, nekdo pač, ja, so ženske, ne, moški. Potem pa se odmakneš, ne, in potem vidiš dejansko, ne, da stoji in je radovednost tista, ki pristopi k drevesu in prebere tisti listek, zakaj, ne. In potem že vidiš, če ne vem, od 10 mimoidočih si jih 4 ustavilo, wow, to je to, ne, mislim, to, ja. Letošnji rožnati oktober v ospredje postavlja kakovost življenja po zdravljenju. Slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Dona, ki letos praznuje 20 let, opozarja, da telesna dejavnost namreč precej zmanjšuje tveganje za nastanek raka dojk, a tudi drugih vrst raka. Center za starejše občane Ormož se ponaša z dodatnimi namestitvenimi kapacitetami, in sicer v prenovljeni Grošljevi vili, stavbi v neposredni bližini doma. Okrog 600 000 evrov vredna obnova dotrajane stavbe je za center velika pridobitev. V okviru letošnje prireditve Pozdrav jeseni, ki jo v Ormoškem centru starejših občanov tradicionalno prirejajo v začetku oktobra, je bilo tudi uradno odprtje obnovljene Grošljeve vile, ki stoji tik ob domu starejših občanov. Gre za secesijansko zgradbo staro 140 let, ki je še nedolgo nazaj služila kot stanovanjska zgradba z nekaj najemniškimi stanovanji. Glede na bližino centra starejših občanov in potrebe po dodatnih namestitvenih kapacitetah, jo je potem občina namenila centru starejših občanov, ki je lansko leto pričel s celovito gradbeno sanacijo objekta, nabavo opreme in s ureditvijo okolice. Za naložbo vredno nekaj čez 600 000 evrov so pri Novi Ljubljanski banki najeli kredit v višini 400 000 evrov. Preostali znesek pa je center zagotovil iz lastnih sredstev. Tako se Grošljeva vila danes že baha s svojo novo prelepo podobo in s urejeno okolico, v tem času pa je tudi že dobila svoje prve stanovalce. V vili je 8 enoposteljnih in 3 dvoposteljne sobe, prostor za dnevna druženja ter ostali pripadajoči prostori. Mi imamo trenutno
koncesijo za 150 plus 10% je možno dodati k osnovni pogodbi, tako da 165. In v tem trenutku smo zasedeni. Razen 3-4 mesta, ki jih na neki način vedno puščamo rezervo za domače občane. Kar se mi zdi, da je pošteno, vse je dom v njihovem okolju in na koncu tudi njihov prispevek k pridobitvi tega doma v Ormožu. Je na minuli seji občinskega sveta dejal direktor Centra starejših občanov dr. Bojan Burgar in postregel s podatkom, da je v naši občini kar 19,6% ostarelih prebivalcev, glede na prebivalstvo cele Slovenije, kjer je povprečje 7,7%. Tako da so dodatne namestitvene kapacitete v obnovljeni Grošljevi vili velika pridobitev. Prav tako pa bo dobrodošel medgeneracijski center s 28 posteljami, ki ga bodo spomladi prihodnje leto, ukolikor bodo pridobili koncesijo, skupaj s tamkajšnjo občino začeli graditi v Svetem Tomažu. Med športnimi dogodki pa smo obiskali prvenstveno tekmo rokometašev Jeruzalema in pokalno tekmo rokometašev Velike nedelje. Prisotni pa smo bili tudi na nogometni tekmi med Ormožem in Tršcem. Pozdravljeni. Rokometna NLB Liga je ponudila zanimiv 6. krog s številnimi presenečenji. Vodilni Koper je doma doživel poraz z Ribnico. Zmagoviti gol za Riko je dosegel Janez Kušek iz 7-metrovke. Šmartno je presenetili Loko in jo ugnalo z rezultatom 30-29. Trebnje, Maribor 28-22, Slovan Ljubljana, Krka Novo mesto 24-30 in Jeruzalem Ormož Dobova 32-31. Obiskali smo tekmo v Ormožu. Dramatično tekmo so ljubitelji rokometa, okrog 300 se jih je zbralo na Hard Eku, pospremili v Ormožu, kjer je gostovala zmeraj neugodna Dobova. Grdo rečeno, ampak prekleta Dobova. Ja, sigurno dobro se je končalo za nas. Mislim, da bi tekmo lahko že prej pripeljali v mirne vode. Zastreljali smo zopet neke zicere, ki na koncu tekme totalno nepotrebno. Tudi v 2-3 napadih pohiteli z napadom, ko smo imeli 4-5 golov, ko bi lahko strpen napad odigrali, ampak vse je dobro, kaj se dobro konča. Gostitelji so dobro pričeli tekmo in počasi višali prednost do +4. V 12. minuti je bilo 8-4, v 16. minuti 10-6. Preko Gala Cirarja in Tomislava Balenta so domačini zamudili izjemni priložnosti, da gostom uidejo na 5 golov prednosti. Protinapad Cirarja je zaustavil Luka Prezen. Med Balenta iz gola na gol je končal v stropu športne dvorane Hard E. Gostje so v zaključku prvega polčasa bili boljši tekme. V golu je Jure Blažević zbral nekaj lepih obramb. Napad Jeruzalema brez odrezanega kapetana Bojana Čudića je bil premalo napadalen. In Dobova je v 24. minuti najprej ujela Jeruzalem pri rezultatu 12-12, nato pa preko Denisa Hrupića celo povedla 12-13. Gostom je uspela serija 5 zaporednih zadetkov. Sledili so 3 zaporedni goli Jeruzalema, za vodstvo 15-13, izid prvega polčasa 15-14 po priti Jeruzalema je postavil Adam Seferović, ki je bil v nadaljevanju v drugem polčasu eden najnevarnejših igralcev Dobove. Podobno kot v prvem polčasu se je tekma odvijala tudi v nadaljevanju. Počasi, vendar vztrajno je naraščala prednost domačih in po seriji 3 zaporednih golov Roka Žurana je Jeruzalem v 43. minuti vodil za 25-20. Ob tem izidu je Tinček Hebar imel imenitno priložnost, da poveča prednost svojega moštva, ampak je namesto mreže zatresel okvir vrat. Isti igralec je v 53. minuti zadel za +4, 30-26. Ob tem so Ormožani imeli še igralca več v polju in Dobova je bila na videz v izgubljenem položaju. Zdaj nas že 2 kroga muči igralec več. 30-27 igralec več, odigran višek, pa ne zabijam. Ja, sigurno. Danes smo 2krat sicer prišli v zicer, ampak zopet realizacija. To so stvari, na katerih bomo še mogli delati in upam, da do naslednje tekme zopet malo dvignemo to realizacijo,
ki smo jo vseeno proti tistim tekmam, ko smo zgrešili svojih 10-12 strelov na gol, mislim, da vseeno malo popravili. Imamo pa še vedno v sami igri neverjetna nihanja. Odlična igra, katastrofa, ni tiste zlate sredine. Ja, ko bomo prišli na nivo, da bomo disciplinirano znali odigrati vseh 60 minut, bo sigurno tudi tako tekmo dosti lažje pripeljati do zmage, kot smo jo danes, ampak vse pravim, končalo se je vse ok, se pravi, naslednja tekma nas čaka v Novem mestu in upam, da se dobro pripravimo in da odigramo dobro tekmo. Za lastnimi napakami so Jeruzalemčki Dobovo vrnili med žive. Pri izidu 31:30 je Danijel Mesarič po mnenju sodniškega para Majer Žitnik iz Trebnjega naredil prekršek v napadu in Dobova je preko Dominika Smojverja izenačila na 31. 22 sekund je domačinom ostalo za zmagoviti napad. Dorijan Markušič je na 20 metrih od gola zaustavil s prekrškom Čudiča, ki je z natančno podajo izvedel prosti met in na levi strani našel osamljenega Žurana, na katerega je pozabil Tadej Dular. In že je sledila kazen. S svojim 14. zadetkom, med 16-14, je Žuran v zadnjih sekundah tekme popeljal svojo ekipo do tretje prvenstvene zmage. In vinarjem je uspelo prekiniti niz dveh zaporednih porazov. Rok v prvem polčasu, šansa za +5 zapravimo. V drugem polčasu šansa za +6 zapravimo. Enostavno smo sami s svojimi napakami Dobovo vrnili v igro. Je pa res, da Dobova nam je zmeraj neugodna. Res je, preveliko nihanja v igri, ampak na koncu štejejo pike. Mislim, da smo zasluženo zmagali. 3 gole vodimo, imamo igralce več, tako izkušena ekipa se ne bi smela pripeljati v to situacijo, da potem v zadnji sekundi rešujemo zmago. Ja, mogoče je to posledica prejšnje tekme z Koprom, ampak res smo preveč izkušena ekipa, da bi se to lahko dogajalo na taki tekmi, ko potrebuješ nujno pike, ampak tako pač je, hvala Bogu, da smo dobili 2 pike. Zadnji napad s tribune je bilo videti enostavno, da so pozabili note. Ja, mogoče. Hvala Bogu, da je žoga končala v mreži. Ker vratarji Dobove so spet bili kar rak rana za naše napadalce. Tako kot vedno, vsaka tekma za Dobovo so golmani v ospredju. Vsak poraz peče, še posebej v zadnji sekundi in veselje na strani gostov ni bilo za pričakovati. Sandi, težka borba, skozi celo tekmo ste lovili Ormožane, na koncu jih ulovili, nadoknadili 5 zadetkov zaostanka, ampak v zadnjem napadu enostavno pozabili na Žurana. Ja, težko nekaj strn za nekaj misli, nekaj pametnega povedati. V bistvu bom rekel samo to, da smo ekipa, ki očitno nam je usojeno, da moramo reševati se nekaj v zadnjih sekundah. Moji fantje tokom tekme delajo nerazumljive napake, mečemo žoge stran, delamo tehnične napake, ki jih ne bi smeli delati mlajši dečki. V bistvu je toliko tega, da sploh ne vem, kje začeti. Tako da, če sem čisto realen, v bistvu mogoče ne me bojo moje v klubu skurca, sam mogoče celo to na koncu pošteno, ker so domači bili ves čas v prednosti in je očitno tako mogli biti. Težko je pričakovati, da ti bo sodnik v zadnjih 2 napadih 2krat piskal faul napravil v gosteh. Gremo naprej, borimo se, manjka nam ta en igralec v rotaciji, na trenutki smo nenevarni, zato nekako se vidite, rešujemo iz igro 7-6. Ampak še enkrat, mi delamo preveč nerazumljivih napak, ki so mogoče tudi posledica selekcije igralcev in je potem težko držati rdečo nit tekme, stalno neka improvizacija, na koncu se vrneš, tudi že sam je energetsko izčrpan in se zgodi taka napada, da pozabiš na ključnega igralca nasprotne ekipe. Tako da ja, čestitke domačim, gremo naprej, nijem kje druge. Želje, cilji Dobove v letošnji sezoni? Pa dobro, cilji so vsekakor zdaj v dani situaciji, ko smo še kar brez 3 igralcev, Zavodnik ni ene tekme še odigral, Sintiča smo itak izgubili na začetku priprav, Miklavčič je verjetno out do marca, normalno osnovnem cilju ostanku v ligi. Čeprav da se igrati z vsakim, sam se pravim, mora se ti poklopiti marsikaj, da bi lahko pariral ekipam v prvi ligi, zato smo mi na trenutke še premlečni, bom rekel, ampak verjamem, da bo šlo iz tekme v tekmo boljše, da se bo neke izkušnje konec koncev nabrali, čeprav ne vem, če je to poligon za napiranje izkušenj. Meni je žal za to točko danes, ampak ok, gremo naprej, tako sem že rekel.
Liga je še vedno na nivoju, čeprav marsikdo misli, da ne, pride v Ormož, pa vzeti točke, mislim, da lahko pride bilo kjera ekipa, pa se bo mogla krvavo potruditi, da bo točke tu odnesla. Tako da, ali pa bilo kjero drugo gostovanje. Tako da, tako se rekel, liga je izenačena, nikoli ne veš do koga, če se ne motim, je dan Šmartno premagala Loko, zanimiv bo dati za mene. Tako da, ja, kako se rekel, liga je izenačena, zato pa je treba iti tekmo po tekmo. V 6. kolu smo komi, mislim, da se bo odločali tam maja, kdo bo ostal, kdo bo šel. Mislim, da bo isto v ligi za prvaka, da ne bo kar favorizirano Celje pa Velenje gladko. Mislim, da je Ribenca, Koper, da bojo Trtorek v gosteh. Tako da, tako smo rekli, tekma po tekma pa gremo. Ja, okay. Pri domačih 8 obramb Balenta, 2 Matica Šuleka. Gostujoča vratarja Prezelj in Blaževic sta zbrala 11 obramb. Prvi strelec pri zmagovalcih je bil Žuran s 14 goli. Kapetan Čudič je dodal 4 zadetke. Pri gostih so Markušič, Seferovič in Smojver dosegli po 6 zadetkov. Jeruzalem Ormož Dobova 32-31, polčas 15-14. Na lestvici po 6 krogih vodita Krka in Koper z 8 točkami. Sledijo Ribnica, Maribor in Jeruzalem s 7 točkami. Loka je s 6 točkami 6, Trimo je 7 in pri 5 točkah. Slovan, Dobova in Šmartno so zbrali 4 točke in zasedajo 8., 9. in 10. mesto. V 7. krogu rokometaše Jeruzalema čaka gostovanje v Novem mestu pri vodilni Krki. Tekma je na sporedu v soboto, 21. oktobra ob 18. uri v športni dvorani Marov. Med rokometnimi dogodki smo prvič v letošnjem prvenstvu obiskali tudi rokometaše Velike nedelje, ki v sezoni 2017-2018 nastopajo v drugi državni rokometni ligi. Za ekipo so že 3 tekme v drugoligaški karavani in 5 od 6 možnih osvojenih točk. V prvem krogu so zeleni doma remizirali s Pomurjem, v drugem krogu je sledila gostujoča zmaga proti Radgoni in v tretjem krogu še domača zmaga proti Sevnici. Dovolj, da si ekipa s 5 osvojenimi točkami skupaj s Pomurjem deli prvo in drugo mesto. Najuspešnejša strelca Velike nedelje po 3 krogih sta Filip Bombek z 22 in Aljaž Sok z 18 doseženimi goli. V sredo so rokometaši Velike nedelje v tekmi 32. pokala Slovenije gostili moštvo Slovana, trenutno 8. uvrščeno ekipo prve A državne rokometne lige. Gostje so upravičili vlogo favorita in se veselili zmage z rezultatom 38-25, polčas 20-12. Domačini so se Ljubljančanom upirali le do izida 3-3. Nato so vse niti igre v svoje roke prevzeli gostje. Na roko so jim šle tudi številne napake rokometašev Velike nedelje, ki jih je bilo preveč, predvsem v zaključku prvega polčasa. Tako si je Slovan do odmora preigral 8 zadetkov prednosti, čeprav bi prednost pred odhodom na odmor lahko bila bistveno manjša. V drugem polčasu je četa trenerja Bojana Čotarja nadzorovala rezultat in povišala svojo prednost že na +15, 36-21. V končnici tekme je Veliki nedelji uspelo ublažiti poraz na končnih -13. Pri domačih sta Domen Lorenčič in Aljaž Sok dosegla 6 zadetkov. Peter Zorec in Filip Bombek sta bila uspešna 3-krat. Matic Topolovec, Matic Bokša in Marcel Meško so mrežo nasprotnika zatresli po 2-krat. Med strelce se je enkrat upisal še Aleš Bezjak. Najboljši strelec gostov je 6 goli bil Matevž Marinček. Velika nedelja Slovan Ljubljana 25-38, polčas 12-20. V 16. finala pokala Slovenije so se poleg Slovana še uvrstile ekipe Izole, ki je ugnala Ajdovščino, Sviša, ki je ugnal Šmartno, Škofje Loke, ki je ugnala Škofljico in Krškega, ki je ugnal Radeče. Naš predstavnik Jeruzalem Ormoža je v 32. finala pokala Slovenije bil prost in bo na sceno stopil v naslednjem krogu. Rokometaše Velike nedelje pa že to soboto, 21. oktobra ob 19:30 čaka gostovanje na Igu pri ekipi Mokrca. Med športnimi dogodki smo obiskali še tekmo 8. kroga Medobčinske nogometne zveze Ptuj Prva liga, ker nastopajo nogometaši Ormoža. Grajena, Podlehnik, Rogoznica, Dornava, Boč.
So ekipe, ki so v prvih 5 tekmah sezone Ormožanom zadale poraze in ga brez osvojene točke ter ob gol razliki 5 doseženih in 14 prejetih zadetkov prikovale na dno lestvice. Po menjavi trenerja na klopi Ormožanov pa so ti v zadnjih 3 krogih osvojili 7 od 9 točk in iz zadnjega 10. mesta napredovali na 8. mesto. V 8. krogu je ekipa Ormoža v športnem parku Mestna Graba gostila zasedbo Tržca in zabeležila zmago z rezultatom 2:1. Zmagovalno ekipo so sestavljali na golu Tadej Špešič, v polju pa David Vrbančič, Aleš Zlatnik, Marko Kovačec, Denis Javšovec, Darko Šincek, Nikola Šincek, Sergej Štiberc, David Janežič, Dejan Mesarec in Rok Klemenčič. Priložnost za igro so dobili še Alen Žinko, Nejc Šulek, Denis Javševec in povratnik po poškodbi Klemen Zlatnik. Domačini so povedli v 32. minuti. Napad gostiteljev je potekal po desni strani, kjer je žoga končala v nogah Darka Šinceka, ki je sprožil z kakšnih 22 metrov in atraktivno zadev mrežo Tržca. Vratar gostov Benjamin Valentan je bil povsem nemočen. V 66. minuti so Ormožani svojo prednost povišali na 2:0. Napako gostov so kaznovali z hitrim protinapadom, kjer je praktično vse naredil Nikola Šincek in sprožil proti golu, kjer pa je žoga po pravem biljardu končala v mreži Tržca. Zakončeni zid Ormož 2, Tržec 1 je za novim avtogolom na tekmi poskrbel Sergej Štiberc v 94. minuti. Ta je za glavo premagal svojega vratarja. Na lestvici vodi Skorba z 22 točkami, kar 6 točkami več od drugovrščenega Boča in tretjeuvrščene Grajene. Tržec in Ormož sta pri 7 točkah in mestih 7 ter 8. 9. je Gorišnica in 10. Polskava. V 9. krogu v nedeljo 22. oktobra ob 10:30 Ormožane čaka gostovanje pri Skorbi. Lepo je tekmovati, še lepše premagovati fante. Sem Manca Katrašnik, sem članica AMZS. Kaj pa vi? Članite se, tudi vi. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Dobar den! Ja, Micika, kaj te delaš tu? Hodi, Vinko, hodi, tu je center ponovne uporabe, veš kaj vse moje, kaj sem si kupila šal, jenko, bluzo, mantel, šulje, pogledaj, kaj so lepe, pa vse samo za 10 evrov. Hodi, kaj sem tam nekaj kupila, gledaj, mantel paše. Ti vidi, si vredi, ne? Ja, te pa tak vredi, kaj sem si kufar sobom prinesel, kaj ima vse to notri spravila, ha? Evo. Kje se še lahko oblečeš in obuješ za manj kot 10 evrov? Kupiš poceni posodo, porcelan, kos pohištva, vse za otroke. Oddaš stvari, ki več ne potrebuješ. In še popravile oblačil in pohištva nudijo. Vse to v centru ponovne uporabe v Ormožu, na Vrazovi 9, vsak dan med 8 in 16 uro. V CPU oddam odvečno in dobim kakovostno. To je res enkratno.
Micika, gledaj, toto pohištvo je tudi na oddajo. Gledaj, kak jaz lepo, v to ti stol pašen, ha? Samo noga pa do izmizane, ne? A ti bo, da si glih ti, veš. Novo v Ormožu, trgovina z gradbenim materialom Sejateh na Ljutomerski cesti 39. V trgovini Sejateh ponujajo vrsto kakovostnega in cenovno konkurenčnega gradbenega materiala priznanih proizvajalcev na trgih Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Ponujajo vse za gradnjo in dom, kompletno ponudbo elektromateriala, pleskarsko orodje, barve iz mešalnice barv, betonske in opečne izdelke, kritine, različna orodja, vodovodni ter kanalizacijski material in drugo. Ugodne ponudbe, kvaliteten material in konkurenčne cene vas bodo prepričale. Povpraševanje lahko preprosto pošljete na elektronski naslov trgovina@sejateh.si. Lahko tudi pokličete na telefonsko številko 051 250 318. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi na Ptujski cesti 8 v Ormožu. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi vas v svoj modni atelje vabi vsak dan med 8 in 16 uro ali po dogovoru na telefonski številki 041 317 339. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Za konec pa le še povabilo k ogledu nove oddaje prihodnji teden, ko si boste med drugim lahko ogledali tudi prispevek s podelitve državnega priznanja Jabolko navdiha. Sicer pa kaj novega pripravljamo vsak večer ob 20. uri. Nedeljski večeri pa so rezervirani za spomine. V nedeljo bo na sporedu Utrip Ormoža iz novembra leta 2001. Vse dobro vam želimo. Srečno!